Upam, da ste si spočili od dela, ker mi si nismo. Novosti kar cvetijo in kljub številnim pretresom v svetu se v avtomobilizmu dogaja ogromno stvari. Ravno v tem trenutku v Pekingu poteka veliki avtosalon, na katerem Matej in Anže pripravljata novo vsebino, že za tokratno oddajo pa sta je pripravila ogromno. In tako bomo kmalu videli novo Toyota RAV4, prvič smo vozili Hongqi H5, šahovska velemojstrica Laura nam je pokazala, kako enostavno je polnjenje električnega avtomobila. Za volan naše Selike smo posedli novo zvezdo, jaz pa sem za začetek testiral enega najbolj pomembnih avtov tega leta. Tegale. Clio je avto, ki ga kar nekako moraš imeti rad. Tako dolgo je že med nami in tako veliko Slovencev si ga je lastilo, da je pač postal naš. Čeprav je tole najbolje prodajen francoski avto vseh časov. Kar 17 milijonov so jih prodali od leta 1990 do te generacije, ki je že šesta po vrsti. Od starega je daljši za 7 cm in deluje ful bolj resno. Včasih je Clio deloval simpatično, mladostno, zdaj pa se zdi kot tisti pobalin, ki je odrasel in začel hoditi v fitness. Tale ima še opremo Esprit Alpine, da deluje še bolj športno, v vsakem primeru pa so luči spredaj in zadaj zelo agresivne in tale maska z velikimi režami deluje zelo napadalno. Ne vem, vse skupaj se mi zdi malo na silo, sploh zato, ker vsi električni Renaultovi avti delujejo tako kul. Tukaj imamo v mislih 4, 5 in Twingeca, jasno. Clio je vseeno tisti avto, ki skrbi za prodajne številke, zato nas je malo presenetila oblika, ki niti približno ne igra na varne note. Ampak v času, ko so vsi avti križanci in skoraj istimi motorji in menjalniki, mi je to v bistvu v resnici všeč, ker deluje pogumno. Je pa zato znotraj manj ekstravaganten in je v bistvu takšen kot vsi njihovi električni malčki, kar niti približno ni slabo, ker je vse skupaj malo bolj zasukano k vozniku in sistem je Googlov, zato deluje hitro in pametno. Pa še s telefoni se super povezuje. In tudi staremu je malo podoben pri kaki stvari, recimo te gumbe ohranja za klimo. Hvala nekomu, ki pametno razmišlja. Temu, ki si je pri Renaultu izmislil tale gumb za hkratni izklop vseh tečnih sistemov, bi pa častil najmanj pijačo. Kdor si je pri Renaultu izmislil 3 ročice na desni strani, pa bi zvil roko, ker sem že 100-krat popmotil klop brisalce, ko sem hotel dati v drive. Pač, preveč vsega je tule na tem majhnem prostoru, bi mogli drugače rešiti. Ne sam pri Clio. Na zadnji klopi sploh ni tako malo prostora za avto tega segmenta, je pa res, da je zrasel vse smeri, kar se mora poznati tudi v kabini. Če je pri tej hudi opremi spredaj celo nekaj prave alkantare, pa je tule zadaj vse bolj ali manj plastično, kar je navada v teh avtih. Prostor v prtljažniku je lažje dostopen, ker ima nižji rob, se je pa ta s 391 pri običajnem skrčil na 309 litrov, ker je tule spodaj nameščena hibridna baterija. Ja, to pa je kompromis, če želite takšen pogon in sam ga v bistvu sploh ne bi izbral. Hibrid se v letu 2026 dobro sliši, ampak takšnemu Clio bolj paše klasičen motor in pika. Čeprav ima zdaj nov sistem z 1,8-litrskim bencinskim motorjem, ki bi moral skrbeti za tišjo vožnjo, ker ima toliko več navora, se dokaj pogosto vklaplja in potem brni z višjimi vrtljaji, kot bi pričakoval glede na hitrost vožnje. Če bi se to dogajalo, ko bi drvel pri hitrosti 180 km/h, bi še zastopil, tako pa ga slišim preveč pogosto, kar je seveda logično, ker mora napolniti hibridno baterijo, da se lahko potem nekaj trenutkov vozi v tišini na elektriko. 1,4 kWh je kapaciteta baterije, kar pomeni, da je v mestu kar nekaj vožnje dejansko brez bencina. Ni tako hudo, kot mogoče kdo zdaj misli, ampak poznam sisteme, ki delujejo tudi bolje, zato mi ta hibrid ni preveč všeč. Ko poslušam glasno glasbo iz tega res dobrega ozvočenja Harman Kardon, me potem bistveno manj moti, ker občutek med vožnjo je pa v redu. Ni veliko cukanja in tudi lepo pospešuje, vse skupaj deluje zelo odzivno. Sploh v načinu sport. Imaš občutek, da je kar na trnih takrat, ko postane odziven. Potem smo dodali še program Smart, ki ga izberem tule in potem sam ugotavlja, kdaj želim voziti varčno in kdaj športno. Tudi poraba je sicer super, zdaj le na testu 5,2 litra pa noben ni vozil ekstremno varčno, kar pomeni, da so Francozi očitno nekaj naredili prav. Volan je po novem bolj neposreden kot prej in dejansko ponuja zelo dober občutek med vožnjo. In koloteka sta širša tako spredaj kot zadaj, podvozje je dokaj čvrsto, v bistvu Clio deluje napol športno, kar je zanimivo, ker smo včasih francoske avte dojemali kot predvsem udobne. Ampak očitno se je to zdaj spremenilo z električnimi avti, ker je 5 recimo bolj udobna, ta pa je malo bolj uživaški za tiste, ki imate radi ovinke.
Kot avto novi Clio deluje dobro, bolj zrelo, celo malo agresivno, edino s tem hibridnim pogonom mi ni tako všeč, pa še precej dražje z njim. Ampak v vseh ostalih elementih vožnje pa res navduši in če se rad vozim z njim, pomeni, da so Francozi naredili dobro delo. Ti kaj pa serija iFIL Slovenija? A veš, da sem se tudi jaz to spraševal, čeprav ne vem, če bo, glede na to, da v Revozu zdaj proizvajajo samo še električne Renault, Nissane in Dacie, tako da ne vem, če bo še Clio. Mogoče pa, lej. Je pa pri nas čisto nova Mazda CX-5, tudi med domačimi vozniki ekstremno priljubljen model, po velikosti zdaj med CX-30 in CX-60, ima 580 litrski prtljažnik, v notranjosti ogromen zaslon, za pogon pa skrbi 2,5 litrski bencinski atmosferski motor, kar je zanimivo, ne? In pazi to, 103 kW moči, 140 konjev in vedno samo še 6-stopenjski samodejni menjalnik. Lahko bo pa pogon tudi 4-kolesni. Tudi to bomo seveda vse skupaj preverili v testu. Zdaj pa prvič sedemo za volan Rava 4, čist nov je in Anže ga šel pogledat v copatih. Se pa še ni zgodilo, da bi na premiero novega avtomobila lahko prišel kar v copatih. Pa to ne zato, ker bi imel hotelsko sobo tamle za ovinkom, ampak zato, ker sem v bistvu doma samo kakšnih 300 metrov proč. Čakaj, sem ugasnil je štedilnik. Najbrž. Tole je zdaj čist nova, že 6. generacija Toyota RAV4. Vem, ful dobro izgleda, sploh s to opremo GR Sport in tudi ta rdeča barva ji paše. 32 let je že star model in če si zdaj poskušate v misli priklicati prvo ali pa drugo generacijo, pa ne gre, evo, pomagam. Tole je prva generacija iz leta 94. Ne vem za vas, ampak me še vedno izgleda res hudo, ker je taka nabita. Tudi druga generacija mi je v bistvu ful všeč, tretja za moj okus mogoče malo manj, četrta tudi malo manj, peta je bila pa spet zakon. Z njo smo se volanovci vozili po celem svetu in je bila vedno super. Ampak zdaj me čakajo že ključi čist nove, tako da moram odložiti to prazno šalico, pa se preobuditi, pa akcija. RAV4 je kot model poznan tako dober, da bi po eni strani lahko nadaljeval brez določenih podatkov, no po drugi strani je pa ravno zaradi tega toliko zanimiv in moram povedati še kaj več. Recimo, da so jih do zdaj prodali že več kot 2,5 milijona. Da je leta 1994, ko na ceste zapeljala prva generacija, Sony na prodajne police postavil prvo generacijo svoje konzole PlayStation. Istega leta je Jeff Bezos ustanovil Amazon in jaz seveda nisem kupil njegovih delnic. No, pa leta 1994 je bil prvič predstavljen standard Bluetooth. Bogato zgodovino torej RAV4 ima, je pa to tudi avtomobil, ki je meni od nekdaj všeč, to moram kar takoj priznati. S prejšnjimi generacijami smo se vozili po praktično celem svetu, celo v Gvatemali smo bili in nikoli in nikjer nas ni pustil na cedilu. Predvsem je bil pa vedno tudi prijeten in zanesljiv sopotnik. Zato že takoj vem, da mi bo v bistvu všeč tudi tale. Po dimenzijah je identičen prejšnji generaciji, čeprav mogoče zaradi teh ostrih linij izgleda malo večje. Tale tukaj ima tudi najbogatejši paket opreme GR Sport, zato ima recimo sprednjo masko povsem drugačno, lahko pogledate, kakšen izgleda tisti bolj klasičen, no predvsem je pa tukaj cela zunanjost, polna dodatkov, da je potem bolj atraktiven. In v tej rdeči barvi, ja, ga res nihče ne bo zgrešil. Notranjost se mi zdi ena lepa nadgradnja prejšnje, ne pa korak v povsem novo smer. V bistvu je tako bolje, da se boste tudi lastniki prejšnje obmenjavi s tole hitro ujeli. Namesto dveh velikih vrtljivih gumbov za nastavljanje klimatske naprave tukaj spodaj sta zdaj dva velika gumba za nastavljanje pogona. No, klimatska naprava se je pa preselila v bistvu na ta del, je nekaj fizičnih stikal in pa tukaj le spodnji del zaslona ima eno tako fiksno vrstico. Skratka, klasičnih stikal je še vedno kar veliko, tudi evo, za nastavljanje radia je fin vrtljiv gumb. Notranjost se bo sicer malenkost razlikovala glede na izbrano opremo in povsod ne bo tako zelo fancy. V bistvu je RAV4 od nekdaj ena fina kombinacija prijetnih materialov in pridiha robustnosti, ker čisto nobena stvar ne izgleda občutljiva. Po novem sta tukaj dve mesti za odlagati telefon, tole je celo polnilno, pa ta predal na sredini je v bistvu zanimiv, ker ga lahko odprem z obeh strani, evo, ali pa v bistvu takole obrnem, pa imam dodatno poličko. Praktičnost je skratka super, tudi prostora je veliko. Pa ta vmesnik je kompletno prenovljen, bistveno hitrejši, bolj prijeten za uporabo, bolj prilagodljiv
in z bližnjico za izklop piskanja za omejitve. Bravo, Toyota. Ena od stvari, ki jih od nekdaj najbolj cenim, so pa vozne lastnosti. Ne vedno športnost v takšnem avtu, predvsem enostavnost in prijetnost, jaz temu kar rečem, da je avto nenaporen. To pomeni, da ne zahteva privajanja in da vas po 2 urah ne bo utrudil, zato ker kakšna malenkost ne štima, ker položaj za volanom ni ok, ker krmiljenje ni ok, ker ni dovolj udobja, karkoli. Nekateri proizvajalci imajo s tem kar velikokrat težave, Toyota v bistvu nikoli. In zato je vožnja v RAV4 zelo prijetna. V takšnem GR Sport malenkost bolj čvrsta, pa v bistvu sploh ne preveč. Ampak to razložimo v testu. Tukaj lahko povem, da se je ponudba celo razširila in novi RAV4 lahko dobite s sprednjim ali pa 4-kolesnim pogonom in to kot klasičen oziroma priključni hibrid. Vse kombinacije so na voljo, včasih pa niso bile. Pri priključnem je baterija za okrog 25% večja, 22,7 kWh ima zdaj in doseg je po VLTP 137 km, okrog 100 v praksi. Polni se bolje z 11 kW na navadni polnilnici oziroma s 50 kW na enosmeren tok oziroma polnilnici DC. Pa 2 toni lahko vleče za sabo, če ima 4-kolesni pogon. Moč motorja je pa od 136 kW oziroma 185 konjičkov, pa vse do 227 kW oziroma 309 konjičkov. In zaradi vsega tega, kar sem povedal, ne dvomim, da nas bo tudi ta nova kdaj zapeljala na kakšno prav posebno dogodivščino. Elektrifikacija, ki se dogaja v zadnjih letih, je voznike razdelila na 2 pola. Eni so totalno za in že več let uživajo v vožnji na elektriko, drugi pa so še vedno proti in bodo proti verjetno celo takrat, ko ne bodo niti več vozili. Veliko jih moti polnilna infrastruktura in prav imajo. Res je marsikaj slaba, celo za nič, velikokrat so polnilnice zaparkirane, sploh pa ne morejo svojih vozil polniti doma. V Ljubljani je še kar ok, ker je polnilnic veliko, zato tukaj vidim vse več električnih avtov in seveda tudi kombijev. Ford je že elektrificiral svojo celotno paleto gospodarskih vozil, ki so res super za mesta in tiho dostavo. Takšen e-Transit Custom ima velik tovorni del, pa je ta recimo najmanjši, dolg samo dobrih 5 metrov, tule notri pa gre za 5,8 kubičnega metra tovora. Nosilnost je okoli 1 tona, elektromotor pa ponudi 100 kW moči, kar je 136 konjev. Čisto suvereno se premika, ampak vem, da vas najbolj zanima električni del. Baterija ima tukaj 64 kWh, s čimer naj bi po VLTP prevozil dobrih 300 km, so mu pa nedavno dodelili še novo baterijo, ki ima uporabnih 71 kWh. S 125 kW se polni na polnilnici z enosmernim tokom. Te boste prepoznali potem, da so malo večje in imajo debelejše polnilne kable. Tukaj se vozila lahko polnijo do 1 uro, vsaj navadno, ker vam potem začnejo ponudniki zaračunavati za vsako dodatno minuto, da lahko pač sprosite prostor za naslednjega, ki bi tudi rad polnil. Itak pa se tak e-Transit od 10 do 80% napolni v 39 minutah, tako da je cajta več kot dovolj. Na takšnih polnilnicah z izmeničnim tokom pa je polnjenje navadno omejeno na 3 ure. Tukaj se vozila večinoma polnijo z 11 kW, tudi tale Ford. To sicer pomeni, da ne bo poln, ker bi mogel biti tule parkiran 6 ur, da bi se popolnoma napolnil, je pa dovolj za večino delovnih postankov vseh obrtnikov ali dostavljavcev. Večinoma pa se takšna vozila itak počasi polnijo ali doma ali na službenem parkirišču čez noč. Se vam zdi vse to zakomplicirano? Ni, vam bo vse lepo razložila Laura. Mislim, da ljudje ne vejo, da obstajajo različne moči polnilnic. Imaš te najpočasnejše, kjer greš lahko vmes v shopping, pa te ni tudi 5 ur, pa uživaš, pa je avto že 5-krat vmes napolnjen. Medtem pa, če si ti pa res kam mudi, se pa ravno ustaviš na najhitrejši polnilnici in res, recimo, če imaš krizo, da imaš 20% baterije, imaš res 80% oziroma 90% v 20-25 minutah, kar pa greš na stranišče, skočiš na kavo, poješ en rogljiček in to je to. Po Sloveniji imamo 2 glavna ponudnika za polnjenje z elektriko in od enega imam aplikacijo, od enega imam kartico in točno vem, kateri je kateri. Ko pa pride do hitrejših polnjenj, pa v bistvu lahko ti samo daš svojo kreditno kartico in se tvoj avto že začne polniti. Tako da in ti potem po polnjenju tudi odštejejo iz kartice, iz računa toliko, koliko si napolnil. Tako da je res
bolj simpel ne bi mogel biti. Danes vsi uporabljamo itak mobilne aplikacije, jih imamo milijone telefonov, tako da je res zelo enostavno narejeno. Marsikdo reče, z električnim avtom ne morem prevoziti 500 km in tega ga je najbolj strah. Po Sloveniji, kdo pa se vozi 500 km v enem dnevu ali pa celo v enem tednu, no? Ali pa v enem mesecu celo včasih. Dejansko po Sloveniji, naša lepa in majhna država, ne potrebujemo veliko kilometrov in kaj je tu dobra stvar, doma lahko tudi na vtičnico polniš svoj električni avto, tako da ko ti končaš in prideš domov, enostavno vključiš avto in naslednji dan jih imaš na 100%. Tako da, če gremo pa enkrat na leto ali pa dvakrat na morje, bomo pa preživeli, pa se enkrat ustavili na hitri polnilnici. Zakaj je v bistvu vožnja z električnim avtom še bolj udobna kot s klasičnim avtomobilom? Prej si imela Puma ST, benzinar, ne? Zdaj imaš elektriko, praviš, da ne bi več zamenjala. Ne, res ne bi zamenjala. Tudi recimo v prihodnosti, če se mi ponudi opcija električnega vozila, sem ekstremno zadovoljna. Ne vem, vožnja je enostavno tako simpel. Ne znam objasniti, ne rabiš se res fokusirati na čisto nič. V bistvu avto sam od sebe vozljiv, tudi recimo, če se vozimo ob 3-4 zjutraj na kako tekmovanje, pritisnim gumb, avto točno ve, kje so črte, koliko je varnostna razdalja in koliko kilometrov na uro mora peljati, ker so omejitve. Tako da bolj enostavne vožnje še nisem imela. To je tudi tvoj prvi avto s samodejnim menjalnikom. Ja, res je. Ja. Prej sem v bistvu imela 3 Pume z ročnim menjalnikom, ki so bile vse top, ampak zdaj sem je pa Ford tudi malo usmilil, oziroma je rekel, Nad, si zaslužiš malo več komforta, tako da prvič imam avtomatski menjalnik in tudi to me je drugače bilo malo strah, oziroma nekako nisem hotela, sem bila malo tako uporniška do avtomatskih menjalnikov, ampak je vse tako enostavno, da se res sploh ne morem pritoževati. V bistvu je Laura razložila veliko bolj enostavno kot ti. Ja, dobro, samo ona ni rabila vseh tehničnih, pa ne vem, kaj vse pove čez ran. Ženska obvlada. Ženske itak obvladajo, ne, se to mi vemo. Mogoče jih samo premalkrat spustimo v ta naš moški svet. Sej zato pa imamo rubriko Zvezde za volanom, v kateri se ena blondinka zdaj že ogreva. Še predtem pa spoznamo enega Kitajca, ki konkretno meša štrene Nemcem. V bistvu 2. Zaradi tega, ker si tudi ti testiral enega, ki ima v imenu Skok. Mislim, jaz res ne vem, kaj je brez tebe, ne? Zlej. Pozabite na soseda, ki je kupil rabljen Audi iz uvoza. Pozabite na župana v njegovem novem Passatu. Danes je v vas prišla diplomacija. A mi greš po en burek? Seveda, gospod Anže. Sem šel kar raje ven iz mesta, ker me vsi gledajo, kot da sem prišel podpisati kakšno mirovno pogodbo. V bistvu sem šel pa samo na malco. Ja, takšen učinek ima Honči H5, pa čeprav je to pri nas njihova najmanjša limuzina v ponudbi. No, besedo najmanjša tukaj jemljte z rezervo, ker H5 v dolžino meri dober centimetrček manj od 5 metrov in tudi med osi ima okrog 3 metre. Da si boste lažje predstavljali, to je povsem na nivoju Audija A6 ali pa Mercedesa E. Se bi naštel še kakšnega manj premijskega predstavnika, ki bi bil s ceno bolje poravnan, ampak jih skoraj ni več v ponudbi. Mazdina šestica je samo še na elektriko, Passat je samo še karavan, Super pa verjeli ali ne, je manjši od tega. Če ne gledam na ceno, moram vseeno ostati med premijskimi predstavniki, ker je Honči najstarejša in tudi najbolj prestižna kitajska znamka avtomobilov, no za linije pa skrbi v bistvu isti oblikovalec, ki je včasih risal zunanjosti Rolls-Royceov. Zato je ta sprednja maska hudo markantna in tista rešetka tamle spredaj dovolj velika, da bi lahko v bistvu obrnil, pa na njej pekel čevape. Zdaj vemo, odkot BMW dobiva navdih. Sem vam hotel pokazati večji H9, pa ga brezplačno ponujajo vsem, ki bi želeli imeti hudo limuzino za poroke in je bojda ves čas zaseden. Tudi takšen manjši H5 je tukaj zadaj prava limuzina. Evo, prostore imam več kot dovolj in čeprav tukaj ni mizic ali pa zaslončkov, mi udobja ne manjka. 3 lahko sedijo tukaj, čeprav ne vem zakaj bi, 2 se bo godilo mnogo bolje, tudi zadnjici si lahko dasta ogrevati, predvsem je pa tukaj na sredini še en tak
širok naslon za roke. Evo. Ena pijačka mi manjka, predalček imam. Gremo. Celotna notranjost je seveda v usnju in izgleda precej impresivno. Meni denimo je zelo všeč, da ta sredinski zaslon ne štrli takole ven kot pri večini ostalih avtomobilov. Tukaj niti ne deluje, kot da bi nekdo samo na hitro vrgel tablico na armaturno ploščo, ampak je precej lepo integriran v celoto in to kljub temu, da je zelo velik. In prav je, da je avtomobil zelo prijeten tukaj spredaj, ker to je še tisti segment limuzin, kjer lastnik vozi sam in nima svojega voznika. Za kaj takšnega je večji H9. Sem prej razmišljal, da bi se pripeljal pred ljubljansko mestno hišo, bi ziher kakšen novinar takoj sklepal, da so dobili pomemben obisk z Kitajske, pa bi bila kje kakšna novička. Ampak se mi ne da izzivati. Tudi zato ne, ker moram kaj povedati še o sami vožnji. Recimo, da je H5 presenetljivo lahek, praktično od vseh tekmecev je lažji za 100 oziroma 200 kg, zato takšen kljub 5 metrom dolžine tehta samo 1635 kg in zato 2-litrski turbobencinski motor s premikanjem nima absolutno nobene težave. Z mesta do 100 recimo se požene v samo 7,8 sekunde. Zapeljati je prava limuzina, predvsem umirjen in dovolj tih, zelo lepo blaži, kar je tudi posledica majhne lastne mase. 2-litrski bencinski motor ponudi 160 kW moči, to je 218 konjičkov in 340 Nm navora preko 8-stopenjskega samodejnega menjalnika, no pa se ta moč prenaša k sprednjima kolesoma. Takšen zelo nenaporen je namesto vozniške dinamike, pa raje uglajeno požira kilometre in v tem pogledu je v bistvu prava limuzina. Tih, prijeten, krasen, tudi takrat, ko se bo treba peljati do Dunaja in to v enem kosu. Sem ravno zadnjič gledal seznam opreme in je tukaj spodaj nekje 15 različnih asistenčnih sistemov, ki bdijo nad mano in skrbijo za varnost. Zračno blazino imam v bistvu celo tukaj za zaščito kolen in vse to za ceno, ki vam jo pa sporočimo v oglasnem bloku. Tole je že tretji predstavnik zelo mlade znamke Leapmotor pri nas in se mi zdi tudi najboljši doslej. Čeprav ima v imenu črko B, da bi mislil, da spada v segment B SUV, z dolžino 4,5 metra spada pač v segment C SUV po velikosti. Po ceni pa definitivno v razred B. Ob trenutni zajetni subvenciji res ponuja veliko za svoj denar, najprej seveda prostora. V kabini ga sploh ne bo zmanjkalo, ker bodo potniki brez težav sedeli tako spredaj kot zadaj. Poglejte, koliko prostora je tudi zadaj za noge in glavo. Plus, tu je še ravno dno. Dobro, sedeži res niso na ravni enkrat dražjih avtov, ampak so dovolj udobni tudi za daljše poti. Pogrešam edino nastavitve ledvene opore pri voznikovem, če že ima vse ostalo, kot so elektronska nastavitev, ogrevanje in celo prezračevanje. Kitajci res ne razočarajo z opremo, je pa to kvazi usnje zdaj v tem času nekako še ok, v vročih poletnih dneh pa ni tako prijetno. Pa še prtljažnik je dokaj spodoben, 420 litrov sprejme. Rečem spodoben zato, ker ni velik. Tukaj nas Kitajci pogosto pustijo hladne, očitno pač hočejo imeti več prostora za svoje dolge noge, mi pa se očitno večkrat selimo in rabimo zato tukaj več prostora. Je pa spredaj še en dodaten prostor, 25 litrov sprejme, za kak polnilni kabel in kaj podobnega. O obliki namenoma še nisem povedal nič, ker v bistvu ni nič za povedati. Že dolgo nisem srečal bolj neizraznega avta in me je izgled pustil hladnega kot špricer. To je lahko prednost za tiste, ki ne iščete pri svojem avtu nobenih čustev, ampak je res samo prevozno sredstvo. Za ostale pa znajo druge znamke boljš poskrbeti. Tudi vožnja je v tem stilu, torej umirjena, lahkotna in prav nič razburljiva. Jaz vedno iščem več občutka na volanu, tukaj jih praktično ni, ker je servo tako mehek. Da ima ta avtopogon zadaj bo super pri parkiranju, ker kolesi spredaj lahko bolj zavijeta, neke dodatne dinamike med vožnjo pa to ne prinaša. Podvozje je načeloma kar v redu in fajn blaži, se pa včasih malo dlje ziba, kot bi si želel, ampak nič posebnega v resnici. Zmogljivosti sploh niso slabe, ker tudi motor ni švoh. 160 kW ima, torej 218 konjev, zato do 100 na uro požene v 8 sekundah in tudi vmesni pospeški so dobri, kot smo vajeni od električnih avtov. Mi pa ni všeč, da ne morem lepo dozirati moči, ko se peljem srednje hitro. Imam občutek, kot da vedno dam preveč pedala, pol grem malo prehitro in zmanjšam in to lahko moji sopotniki občutijo, kot da ne znam lepo umirjeno voziti.
Poraba niti ni tako slaba glede na mraz zunaj. Zaenkrat je povprečje dobrih 18 kWh na 100 prevoženih kilometrov, pa je bilo veliko vožnje po avtocesti. Poleti pa vem, da bi šlo bolje, torej ima brez težav več kot 300 km dosega. Serijsko ima vgrajeno toplotno črpalko, kar seveda pomaga pri manjši porabi, s polnjenjem sem pa srednje zadovoljen. Na navadnih polnilnicah se polni z 11 kW, na hitrih pa obljubljajo 160 kW. Jaz sem polnil z največ 145 kW pri točno 50% baterije, sicer pa se je večinoma polnila z okoli 100 kW do 70% napolnjenosti. Torej nekje pol ure od 10 do 80%, kar je čisto v povprečju podobnih avtov. Moram pa kritizirati pomoč za ohranjanje voznega pasu, ker je tako nadležna in vseljiva, da avta praktično ne moreš normalno peljati, če je ne izklopiš pred vožnjo. Če se voziš po ozki cesti brez oznak, ne neha piskati in vlečeš volana, tako da je celo nevarno imeti to vklopljeno. Izklop pa tudi ni enostaven, moraš najprej pritisniti na asistenčne sisteme in pa moraš dva ugasniti, ker en valjda ni dovolj. Tudi piskanje zaradi omejitve hitrosti ne moreš na hitro izklopiti, ampak to se ni tako moteče. Ko enkrat izklopiš vse moteče sisteme, pa je vožnja s tem avtom v resnici čist prijetna. Na začetku sem se jezil tudi nad tole kartico namesto ključa, ker jo lahko uporabiš sam na sprednjem levem ogledalu za odklepanje in zaklepanje in včasih je ne zazna niti tukajle, tako da moraš pač večkrat poskusiti, preden se avto končno vklopi. Ampak tega lastniki avta sploh nikoli ne bodo vedeli, ker si lepo nastaviš aplikacijo na telefonu, potem pa vse urejaš tam. Tudi odklene in zaklene se potem samo s telefonom. Res enostavno. Edino, ni mi jasno, zakaj predgretje baterije možno samo v aplikaciji. Torej moraš med vožnjo najprej najti telefon, vzeti v roke, da lahko vklopiš predgretje, namesto da bi bilo to enostavno rešeno z enim gumbkom tule v meniju. Kitajska logika pač. Da tukaj ni nobenih gumbov, sem se nekako navadil, ker je menijska struktura v resnici zelo dobro urejena, čeprav bi potem vsaj raje videl tule malo večje ikone, da bi lažje vse skupaj pritiskal med vožnjo. Izdelava se mi ne zdi slaba, je pa plastika bolj tako. In ne morem verjeti, tokrat DAB postaje na radiu delajo čist super. Bravo, lep motor. To je majhen korak za njih, ampak velik za nas uporabnike. Avto, ki po velikosti spada v C, po ceni pa v B, se sploh ne sliši slabo. Dobro, je nekaj lastnosti, ki mi res grejo na živce, dokler jih ne izklopim. Potem pa je vožnja prijetna, nička razburljiva, na kar naznanja že zunanja oblika, po drugi strani pa seveda vse skupaj manj zahtevno za vse tiste, ki iščete praktičen električni avto za vsak dan. Lep motor gre tudi kar dobro pri nas. Ja, med električnimi avti ful dobro. Očitno so kupci želeli cenovno ugodne avtomobile, ki pa vseeno ponujajo vse, kar želijo v letu 2026. Ne? Kdor želi nekaj več, pa ima na voljo še vedno bogato ponudbo v stari dobri Evropi. Ko me kdo vpraša, kateri avto je dober pa za normalen denar in potem začne naštevati, da želi sedeti višje, pa da tudi prostor potrebuje, pa da ne mara določenih znamk, mu vseeno lahko naštejem vsaj kakšnih 20 različnih modelov. Potem naj se pa znajde. Če zraven omenja še dobre vozne lastnosti, pa da je ta avto malo drugačen od večine, pa da ima zanimivo kabino, ja potem se pa izbira v mojem primeru skrči na samo enega. In to je Cupra Terramar. V času, ko Kitajci tako močno napadajo evropski trg avtomobilov, morajo naše znamke pokazati veliko vsega. In kaj mi je v bistvu sploh še ostalo? Oblika, imena in vozne lastnosti. Terramar izgleda atraktivno, to je dejstvo. S to agresivno sprednjo masko, pa s temi trikotnimi elementi znotraj luči, pa v bistvu s temi velikimi režami, ki kar hlastajo po zraku, je vedno dobro viden. Tudi ta logotip zelo lepo paše na havbo, se vidi, da so si oblikovalci z njim dali veliko dela. Isto zadaj, kjer je v lučeh spet kup trikotnikov, vse skupaj je zelo lepo povezano v celoto in na sredini je tudi tukaj logotip, tokrat osvetljen. Privlačna zadeva, to je dejstvo in enako je v bistvu v kabini, kjer je vse skupaj zasukano malo proti vozniku, ker Terramar je bolj vozniški avtomobil, kot sem že rekel. Volan krasno sede v roke in je lepo okrogle oblike, tukaj niso komplicirali, merilniki so zelo pregledni in zelo fajn je tudi ta sredinski zaslon s prijetnim vmesnikom in z veliko bližnjicami, ki so mi fajn. Meni manjka v bistvu samo še kakšen fizični gumb, tukaj so to rešili s takšnimi drsniki, ki si jih v bistvu samo dotikate in so na pol dobro rešili.
rešitev. Pa tukaj je takšen lep zaključek na sredini, kar je meni tudi všeč, ker je s tem malo ločen moj voznikov, pa so voznikov prostor. Če sem že jaz tisti, ki mora delati v avtu, a ne? To je bila oblika, kaj pa ime? Terramar, zemlja in morje. In zato sem jaz danes ob morju. Španci znajo v bistvu res dobro poimenovati svoje modele, niso to samo neke brezosebne številke, pri katerih potem na koncu nikoli ne veš, kaj je že kaj. Tukaj ima v bistvu vsak model svoje ime in večinoma nekaj pomenijo. Terramar je recimo tudi dirkališče v Španiji, ne samo zemlja morje. Potem pa še vozne lastnosti. Čeprav vemo, da leži na isti platformi kot še marsikater drug avtomobil skupine Volkswagen, so šli tukaj inženirji malo dlje pri športnih nastavitvah, zato je podvozje že v osnovi 10 mm nižje, nastavitve pa takšne, da dejansko bolj čutiš avto, ko se poženeš med ovinke. Jasno, to je še vedno družinski in višji avto, zato ne morem pričakovati takšne vožnje kot pri Leonu Cupra, ga pa veliko bolj čutim kot podobno velike avtomobile, ki jih danes dobivamo na teste. Tukaj dejansko vem, kaj se dogaja pod kolesi tamle spredaj, ker imam dober občutek na volanu in vem tudi, kaj se dogaja z avtom takrat, ko vozim zelo blizu limita. Pozna se, da ni tako težak, ker vozim v bistvu osnovni model, ki za današnje čase tehta kar prijetnih 1683 kg, zato v ovinkih deluje bolj prepričljivo. Motor je tukaj 1,5 litrski, imenujejo ga ETSI, ker mu čisto majčkeno pomaga še elektrika za napajanje naprav, večino dela pa seveda opravi turbobenciner s 110 kW oziroma 150 konji. Všeč mi je, da so mu malenkost celo dodelali zvok, ker v večini avtov točno ta motor včasih ne pokaže takšnega veselja do vrtenja, tukaj se pa čisto podobno premika in obnaša, zato sem z njim lahko kar hiter, kadar je cesta prazna. Menjalnik je seveda 7-stopenjski DSG, ki večino časa dela lepo in hitro, zato lahko zaključim, da se tudi na zemlji obnese odlično. Terra, zemlja, zato sem dobil to idejo. Skratka, ko me kdo vpraša o avtomobilu in našteje vse to, o čemer sem govoril, mu lahko brez težav priporočim Terramar. Seveda ni samo za bolj dinamične voznike, ker se tudi kot družinski avto obnese precej super, ima veliko prostora in vse to, ampak izstopa pa ravno toliko, da mi je zaradi tega še posebej všeč. Taja, po čem te poznamo v Sloveniji? Mene poznate po tem, da sem včasih pela, mogoče to je bilo že nekaj časa nazaj. Delala sem tudi kot radijska voditeljica, pa TV voditeljica. V tem trenutku sem pa urednica na Pop-inu, na Pop TV-ju. Eni pa pravijo, že ena od Jerneja Damjana, veš. Tako da tukaj ne bi rabila pa nič delati, no, če bi bilo samo to. Kako to, da še nikoli nisi dobila nobene kazni za prometni prekršek? A to si dal kot dejstvo, ker to ni dejstvo? Kaj pa? Ni resnica. Si že dobila? Ja. In največ je bilo zakaj? Ja, ne, zato, ker sem šla v kakšen kilometrček preveč, ampak res čist mal. Jaz mislim, da so policaji napačen ga merili. Res? Ja. Če gre familija Damjan na pot, ne? Kdo vozi? Jernej. Ja? Ja. Zakaj pa nikoli ti? Pa ne vem, zato, ker gremo ponavadi z njegovim avtom, ki je vseeno malo večji, pa se pa meni zdi, da to je tvoj avto, ti skrbi za njega, ko gremo z mojim, pa jaz vozim. V bistvu sva res tako, s tistim avtom, ko gremo, tisti vozi, no. Si že vozila tak nizek avto? Mislim, vozila sem že veliko športnih avtov, zelo rada testiram avtomobile, ampak kaj že na dirkališče na Hrvaškem? Grobnik? Na Grobniku sem se pelala z enim čist majčkanim, ki je zelo znan kot dirkaški avto. Kaj mi lahko pomagaš? KTM, Crossbow. Ja. Daj no. Kaj pa ki smo ga imeli takrat na testu? Lotus kakšen? Lotus. Ok. Ja, nisem ga jaz vozila, sem se pa vozila z njim. Okay. Vozila sem se tudi že s profesionalnim rally voznikom in mi je bilo tudi ful dobro. Jaz se zelo rada zraven vozim, ampak tudi v resnici rada vozim. Zdaj problem je, kako pol speljati vse ovinke. Tako da danes je tole definitivno izziv, pa ne vem, kaj me čaka. Ok, danes boš mogla iti ful aktivna, ful dinamična, ful hitra, veliko gasa moraš tišati pri naši Toyoti, tako da prosim, gremo v avto in akcija. Prvo mesto mora biti.
štošcikle delate. Ja, navško dober, ne? Dobro, se uporem še sem. Wow, tale je bila pa blizu. Ne. To pa navšlo. Kaj, če tole spa za... lahko ponovim. Lej, parkirati pa znam, no? To mi pa mene mora očitati. Roke mi bojo odpadle! Vsaj dober se imam, vse nima veze. A to bom še obrniti? Jaz bi rada v svoj zagovor veliko povedala, prosim, če lahko. Speech, nagovor. Ja, hvala lepa. Tisti, ki boste videli samo rezultat, morate celotno zgodbo poznati. Bilo je ful fajn, bolj ko pritiskaš na gas, bolj ti dogaja. In iz tega vidika sem v rikverc malo preveč na gas pritisnila, našla me 2 stožca in ni šlo. Zato. Ampak parkiram pa dobro, to mi pa nihče ne more očitati. Tako da neki. Ne sem, da dobro parkiraš, enega si celo podrla, ne? Enega si se dotaknila. Javno. Mislim, jaz sem videla, da sem šla toliko stran. 5 sekund zaradi dotika, 10 sekund zaradi podrtja, 15 sekund pribitka in na koncu čas 1:48:33. Drugač pa, 1:33 bi bila pa tule. No, vidiš? Kaj? Bi bila pa tu, ne? Če ne bi podirala, pa se dotikala. Ampak, a ni najbolj pomembno to, da človek malo uživa, pa malo adrenalin, pa malo rokice trenira? Ja, a lahko to vzamem domov, da ne bojo zdaj vsi drugi videli? Glih zato sem z duct tapom gor prilepil, da ne moreš. Ok, hvala. Zdaj grem pa na ta poligon, ki se učijo voziti. Ne, super je bilo. Najbolj pomembno je, da si ti uživala. Ja, zato sem dejansko preveč začela pritiskati na gas in malo pozabila, da bo treba še ven prideti. Na treningu ti je šlo ful boljš. Ja, vem. Ampak zato, ker še nisem bila navdušena. Ker sem bila tako, ok, zdaj si moram zapomniti levo, desno, tukaj obrniti, tam ne rikverc, pa sem na polno nazaj. Lej, vse je igra in ti si se zdaj igrala z nami in super je. Ja, Thanks. Hvala za povabilo. Hvala ti. Čau. Ma daj, no, sem se tam brez veze zakvačkala, res. Ful je bedno, ko bojo to zdaj vsi videli. Mislim, moj čas. Kaj se smijete? Ful ste zlobni drugače, ko se mi smijete? Niso zlobni. Sam ta avto bi še malo izkoristila, pa šla še malo gon. Ti ga še malo, ne? Ja. Ta je še pozabila povedati, da ima skupaj z družino Instagram profil Damian Family in tudi mi ga imamo, če vedno hočete biti na tekočem. Pa tudi na Facebooku smo, Instagramu, TikToku, vsak petek pošiljamo novičnik, tako da se čim prej prijavite na volan.si. Naslednji teden pa ne zamudite ekskluzivne reportaže z Kitajske, poleg ostalih zanimivosti. Se vidimo!